Ta teden so potekala zaslišanja vseh ministrskih kandidatov, mi pa smo za vas pripravili jagodni izbor 3 najbolj zanimivih. Med njimi je seveda predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, ki prevzema ministrstvo za obrambo, čeprav to ni bila njegova prva izbira. Sam pa se, kot pravi, že pripravlja na zaslišanje, pa čeprav si je sam želel sesti na čelo parlamenta. Življenje ni potica, v življenju je potrebno počasih tudi sklepati kompromise. Ja, življenje ni potica. Tonin si je želel biti predsednik državnega zbora, določil so mu pa le funkcijo ministra za obrambo in osebe, ki mora namesto Šarca stresati kuharske prispodobe. Eden od glavnih načrtov novega obrambnega ministra je kontroverzna vrnitev naborništva, glede katerega pa Tonin miri, da bo šlo zgolj za prostovoljno naborništvo. To je besedna zveza, ki zveni približno tako smiselno kot prostovoljno suženjstvo. Ali pa če hujš, prostovoljen obisk njenih staršev. Očitno bodo po novem vojaki tisti, ki bodo namesto gasilcev hodili od hiše do hiše in zbirali prispevke. Po Toninovih besedah bi namreč vojaška izkušnja za mlade fante lahko bila zelo pozitivna in uporabna tudi na dolgi rok. Pri usposabljanju bomo poleg vojaških veščin večji poudarek dajali na preživetje v naravi, osnovam gasilske veščine, izpopolnjevanje v prvi pomoči. Preživetje v naravi, gašenje požarov, prva pomoč. Tonin hoče v bistvu uvesti prostovoljno obvezno taborništvo. Oziroma, glede na to, da je veren, prostovoljne obvezne skavte. Ponovno vzpostavitev naborništva pa za čuda ni njegova najbolj sporna ideja, saj bi Matej Tonin v Slovensko vojsko vključil tudi člane VARD. In zato govorim o prostovoljnem vpoklicu tistih, ki so bili v preteklosti na različne načine usposobljeni, da lahko pomagajo Slovenski vojski, kot sem dejal, pri manj zahtevnih nalogah. Vključiti člane VARD v vojsko. To zveni približno tako pametno, kot v lekarne zaposliti ljudi, ki prodajo Herbalife. Glede Toninove ideje o vključevanju v VARD sta možni 2 razlagi. Ali želi ustanoviti svojo lastno paravojaško enoto z imenom Slovenski Toninci, kar je strašljivo, ali pa je samo našel način, kako se znebiti problema VARD. Tako da jih vključi v vojsko in jih zamoti z lažjimi opravili. A vidite tisto ograjo, ki označuje mejo naše domovine, Republike Slovenije? No, tam treba pokositi. Toninov plan je torej, da oboroži pripadnike VARD, ampak ne z orožjem, z nitkarcami. Poleg Mateja Tonina je veliko prahu po ministrskem zaslišanju dvignil tudi kandidat za ministra za notranje zadeve Aleš Hojs z obtožbami, da je slovenska policija neorganizirana. Recimo policijska uprava Celje, boste za vsako tako policijsko upravo našli še enkrat tak organigram. Ali je mogoče na podlagi tako zapletenih organigramov sploh učinkovito voditi organizacijo? Gospod Hojs, kako lahko sploh to sprašujete? Seveda je mogoče, mislim, na meji jim gre super. Kako ga boš pa obračal tle? Nekaj boš šel ven, Ne, čez boste cesto. tle, kada sekajo cesto. A ne pa boš tle noter, pa tam del sekal. Kot zadnji v našem zlatem izboru je ministrsko zaslišanje prestal tudi naš stari znanec, kandidat za zunanjega ministra Anže Logar, ki je za reševanje arbitražnega sporazuma s Hrvaško napovedal tiho diplomacijo. Če tega izraza ne poznate, tiha diplomacija je tisti pristop, ki ga ubere vaša žena, ko se z vami ne pogovarja. Pijanem vikendu s kolegi ponavadi sledi 1 teden tihe diplomacije. Če pozabite na obletnico, 1 mesec. Kolikor vas pa zaloti s sosedo, pa tiha diplomacija postane trajni ukrep. Zelo jasen je gospod Logar bil tudi glede načinov boljše promocije naše države. Uporaba slovenskega znanja, osebnih poznanstv, ugleda in vpliva Slovencev po svetu, začenši s prvo damo Združenih držav Amerike, se mi zdi, da se ne izkorišča dovolj. Izkoristiti je treba Melanijo. Good luck, vso srečo. Po moje je večja šansa, da Logar retvita Dončić, kot pa Melanija. Če ne verjamete, jo poglejte z njenim soprogom. Ona je praktično izumila tiho diplomacijo. Kot častno omembo v našem izboru moramo povedati še, da bo javno upravo odslej vodil človek s priimkom Koritnik. Kar niti ni presenečenje, glede na to, da smo že ministra imeli za okolje, ki se je pisal Kopač, imeli smo ministra za finance, ki se je pisal Rop, pa direktorja zdravilišča, ki se piše Počivalšek.
Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.